Tako da pozdravljamo tudi naše spoštovane goste, tudi vam dober dan in hvala tudi za vaš doprinos že takoj uvodoma. Da vam seveda predstavim okroglo mizo, bo vodil profesor dr. Janez Stare. Sicer pa med nami prav lepo pozdravljamo generalnega direktorja Direktorata za javni sektor iz Ministrstva za javno upravo. Tukaj ste gospod Peter Pogačar. Tudi vam dobro jutro, gospa Katarina Hočevar, in čestitke, ste novo izvoljena članica uradniškega sveta iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pa prehrano. Z nami je tudi gospod Bruno Nikolič iz Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in pa tudi direktor projektov skupine Primera DO, gospod Andrej Juričko. Tako da sedaj vam predajamo besedo. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, javni uslužbenci in vsi, ki dajete vsebino in obliko slovenski javni upravi. Prav lepo dobrodošli na okrogli mizi z naslovom Profesionalno državno uradništvo. Niti današnje razprave bomo usmerili proti bistvu profesionalnega uradništva. To bistvo pa se kaže v zanesljivosti delovanja slovenske javne uprave. Ta zanesljivost je brezpogojno povezana s profesionalnostjo vseh in vsega, kar opredeljuje, gradi in določa javno upravo. Osredotočili se bomo na sistem, predvsem pa na ljudi. Saj biti profesionalen pomeni ohranjati visoke standarde dela, ravnanja in vedenja. Ko sem se pripravljal na okroglo mizo, mi je eden izmed sogovornikov dejal: časi so posebni, spremembe hitre, pričakovanja velika. Modernizacija, digitalizacija, globalizacija, potem z njo povezana vpetost v mednarodno integracijo in še bi lahko naštevali. Predvsem po včerajšnjih okroglih mizah, po včerajšnjih razpravah, pa bi rekel tudi, predvsem tudi demografski izzivi, ki so bili praktično izpostavljeni na čisto vseh okroglih mizah. Zraven tega se je slišalo tudi vprašanje, mogoče celo bolj kot trditev, ali se zavedamo teh demografskih trditev, ki so ljudje, ki bomo našli ljudi in ali imamo za to že pripravljene kakšne rešitve. V luči navedenega je profesionalizacija državne uprave ključnega pomena za zagotavljanje stabilne, zanesljive in učinkovite uprave, ki bo sposobna odgovarjati na kompleksne izzive sodobne družbe. O tem je v svoji doktorski disertaciji pred leti pisal dr. Milan Erman, tudi načelnik ene izmed upravnih enot. Dr. Erman med drugim izpostavlja dve plati istega kovanca, da je za nadaljnji razvoj profesionalnega uradništva nujno, da se izboljšajo elementi, kot so stabilnost pravnih odnosov, proračunska učinkovitost in zaupanje javnosti v uradnike. Še posebej pa so izpostavljeni kompetentni uradniki, kar z drugimi besedami vključuje njihovo strokovnost, odgovornost, etičnost in neodvisnost. V to celoto lahko dodamo še zmožnost sodelovanja, predvsem medgeneracijskega, zaposlovanje in morda tudi potencial, ki ga imajo zaposleni, pa ga ne izkoristimo zadosti navzven, predvsem v odnosu do institucij Evropske unije. Navedene izzive bomo skušali povezati z izkušnjami in pogledi naših cenjenih gostov. En delček so bili že predstavljeni, pa mogoče še malo bolj ta človeški vidik. Generalni direktor, maratonec, ne samo direktor, potem Katarina Hočevar, magistra Katarina Hočevar, gasilka, vedno pripravljena pomoč, docent, dr. Nikolič, tenis, vse, kar je povezano z njim, in pa gospod Juričko, on pa, se pravi, svetovi izza domišljije, se pravi, iskanje vsega tistega, kar odpira človeški predvsem pa tudi odpiranje, iskanje, spoznavanje novih kultur in pa narave. Toliko za začetek, lep pozdrav vsem skupaj. Za lažji uvod v področje in iskanje idej za razvoj
profesionalnosti, pa mogoče si najprej pogledamo stanje. Gospod Pogačar, iz opisa vašega dela je razvidno, da ste osredotočeni na zagotavljanje učinkovite profesionalne uprave, ki se lahko prilagaja vsem tem izzivom. To, da na položaju ostajate, kljub temu, da se menjajo ministri, pove veliko, govori o vaši strokovnosti, mogoče pa tudi o tem, da ste prvi človek, ki bi lahko podal odgovor na vsa ta vprašanja. Pa me zanima, po vašem, kakšna je ocena stanja uradništva v 20 letih od sprejema zakona o javnih uslužbencih, kje so glavne pomanjkljivosti, mogoče tudi priložnosti za napredek, pa tudi kateri so ključni dosežki tega obdobja. Dobro jutro vsem skupaj, najprej najlepša hvala za vabilo. Profesor Stare, pa bi morda začel tam, kjer smo lansko leto, ko sem bil tudi tukaj gost, končali. Spomnim se na koncu okrogle mize, je bilo postavljeno zelo zanimivo vprašanje, ste meni, ali da je bila ambicija zakona o javnih uslužbencih 2003, da bo tudi v Sloveniji, tako kot v drugih modernih državah, vzpostavila tako imenovano uradniško elito. Ali je bil ta cilj, ali je zakon ta cilj dosegel. Jaz sem na poti domov precej razmišljal o tem vprašanju in sem si odgovoril nekako takole. Mislim, da imamo vzpostavljeno uradniško elito, ne vem pa, ali zaradi zakona ali navkljub zakonu. Zakaj hočem s tem povedati? Mislim, da uradniško elito v tej državi imamo. Mislim, da tudi, ko pogledam med publiko, jih kar nekaj vidim, ki vsaj zame osebno predstavljajo uradniško elito. Zdaj, seveda, vedno pa je vprašanje, nekaj je zakon, kot črka na papirju, nekaj je sistem, ki ga zakon določa, in nekaj je pa pač stvar uporabe tega zakona v praksi, ki je pa vedno povezan s politično kulturo. Vprašanje, ki ste ga vi deloma v šali postavili, kako pa to, da vi ostajate, ministri se pa menjate. To je vprašanje, ki je precej popularno in običajno v mladih demokracijah, v novih državah. Ko se pogovarjam s svojimi kolegi, direktorji Nizozemskem v Franciji, oni si teh vprašanj ne zastavljajo, ker je točno jasna ločnica nekega profesionalnega uradnika, ki pač se vlade menja. Seveda, kar je zanimivo, o tem se veliko pogovarjamo tudi na mednarodni ravni, je nek trend, ki je prisoten v zadnjih 10 letih vedno bolj. Naraščajoča napetost tega tradicionalnega konflikta med politiko in uradništvom. To je tradicionalni konflikt, tako pač država funkcionira, vendar povsod so tenzije, da ta napetost narašča. Zakaj? Ker se družba okoli nas spreminja. Ker se družba okoli nas spreminja, se tudi politika spreminja. Politika se mora hitreje odzivati, ne bom uporabil izraza, da se radikalizira, ampak precej hitreje se mora kot nekoč odzivati na družbene spremembe, tudi za pojava medijev, odzivnost in tega. Ali je uradništvo, ki pa zagovarja neko strokovnost, avtonomnost, neko, če želite, tradicionalni stereotip, blokado razvoja v očeh politike, ali se je tem družbenim trendom spremenilo? To je vprašanje. Vi ste v svojem uvodu opozorili na nekaj družbenih sprememb. Ja, na ministrstvu jih imenujemo tako imenovani gonilniki sprememb. Smo skupaj z OECD-em delali analizo, katere spremembe bodo zaznamovale našo družbo kot celoto in s tem posledično seveda tudi državno upravo. V naslednjih 10 letih so absolutno podnebne spremembe, globalni vidik, tehnološke spremembe in demografske spremembe. Tako da ne bom predolg v samem uvodu, ocenjujem, da uradniško elito v tej državi imamo. Mi imamo vzpostavljen profesionalni sistem uradništva. Vedno bo vsak rekel, ja, ampak tam se je pa to zgodilo. To je praksa. Sistem je postavljen, vendar je trenutno sistem prišel do točke, ko ga je treba pač sistemsko nadgraditi. Zakaj? Tudi zato, da bomo čez 10 let še imeli profesionalno uradništvo,
In tudi zato, da bo uradništvo si povrnilo ugled, ki ga je nekoč v tej družbi že imelo. Pa če pogledava to obdobje teh 20 let, kaj je tisto, kar bi izpostavili kot dobro, recimo, nekaj, kar gradi in kar velja ohranjati, in kaj je tisto, kar so mogoče pomanjkljivosti ali pa priložnost za napredek? Mogoče seveda, da začnem z morda slabostmi sistema. Slabostmi sistema so predvsem, bomo rekel, selekcijski postopki, ki so neenotni, ta merila, meritokratski sistem za vstop v državno administracijo, ki posledično, kot bomo kasneje, morda če bom dobil priložnost videli, tudi odvrača mlade od prijave, se pravi, ta vstopna faza je predolga, je netransparentna, zaostaja za časom. Druga, usposobljenost vodi. To je recimo ena taka slabost. Mi smo nekaj let nazaj vzpostavili usposabljanje uradnikov na položaju, generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, načelnikov uprave, ki jih ne učimo samo osnov plačnega sistema, ampak jih učimo tudi vodenja sestankov in tako naprej. Ampak mi smo se tam ustavili. Pri veliko sodeluje, pa to dobro ve. Ampak dajmo se vprašati, kdo dejansko upravlja zaposlenimi v državni upravi? Je to uradnik na položaju? Imamo pod sabo 5 vodij sektorjev. 90% zaposlenih upravlja middle management. S njimi se moramo začeti bolj ukvarjati, kot smo se to sedaj. In to je recimo izziv za prihodnost. Zdaj, lahko nadaljujemo tudi magister Pečevar, pa bi vas vprašal, kako pa vi vidite sam sistem, recimo bolj iz centra, iz središča, od tam, kjer se vse to dogaja, ker vseeno je ta praksa mogoče, pa ta realnost bližja. Hvala za besedo in eno lepo dobro jutro vsem kolegicam in kolegom. Glejte, učinkovita uprava je hrbtenica vsake družbe in ta hrbtenica je pokončna takrat, kadar imamo profesionalno uradništvo oziroma javni sektor. Sodelavce. In zadnjič mi je en nepremičninski poznavalec rekel, da je cena nepremičnine odvisna, vrednost nepremičnine od 3 stvari. Od lokacije, od lokacije in od lokacije. In če to parafraziram na svoje delo oziroma na javno upravo, je učinkovita javna uprava pade in stoji na sodelavcih, sodelavcih, sodelavcih. In mi bomo dosegli tisti končni cilj in tudi uradniško elito takrat, ko se bodo to zavedali strukture na vrhu, zakonodajalec, vlada in pa v bistvu tudi dejansko vsi nižji nivoji. Jaz še vedno trdim, da bomo mi dober uslužbenski sistem, ampak da smo ga izrodili v določenih segmentih na teh nivojih, kar je gospod Pogačar opozoril. Vsi smo bili odlični, saj v ožji državni upravi, zato da smo lahko napredovali, premestitve smo tudi kdaj zlorabili zaradi višje plače, redna delovna uspešnost smo jo vzeli kot uravnilovko in sedaj moramo v bistvu točko preloma. Se mi pa zdi, da se je vsaj pri meni zgodila takrat, ko sem rekla, da je zdaj pa res čas na spremembe, za spremembe, ko je moj 16-letni sin znotraj počitniškega dela s pomivanjem posode zaslužil toliko, kot je začetni plačni razred sekretarja. To se pravi, to je bil jasen dokaz za to, da žal naš plačni sistem ni konkurenčen z gospodarstvom, in da plača je higienik. Po Herzbergovi dvofaktorski metodi smo mi zdaj na tisti točki, ko moramo urediti plačni sistem in da potem v bistvu seveda nadgrajujemo vse tisto, kar smo že vpeljali, ampak da dejansko začnemo z motivatorji, si vede več delati na middle managementu, na usposobljenosti vodij, in v bistvu vsi ti ukrepi se mi zdi z ureditvijo plačnega sistema in pa za moje pojme je pa tudi pri prenovi sistema javnih uslužbencev ključna enotna vstopna točka. In meni se zdi, da
sistemi javnih uslužbencev bojo samo kozmetični popravki, če ne bomo imeli centra za kadre. Včeraj smo na večjih okroglih mizah slišali o zaupanju državljanov, da je slabo zaupanje državljanov v javne institucije. Jaz mislim, da je to tudi zato, ker ne zaupajo temu, da so naši selekcijski postopki pošteni. Pa tudi, če vem, da marsikje so. In a veste, kaj kličejo ljudje? A se splača prijaviti ali je že vse vnaprej zmenjeno? Tudi kot članica uradniškega sveta imamo zelo malo število prijav, ker pravijo tudi kompetentni posamezniki, če me predstojnik, če me politika ne povabi, pa potem ne bom kandidiral. Tako da to so vse izzivi, ampak jaz ostajam optimistka. In veste, zakaj ostajam optimistka? Ker imam ogromno socialno mrežo med javnimi uslužbenci in v bistvu, ko govorim z vami posamezniki, vseeno prepoznam v vas eno veliko pripadnost, en velik potencial, da želite delati za javno dobro. In ko govorimo veliko mladih, je mene včeraj razveselila eno srečanje z eno udeleženko, ker sem rekla, kdaj pa imaš ti pogoje za upokojitev? Katarina, sej že imam, sam smo tako fajn ekipa in še kar delamo. To se pravi, ne samo mladi. Mi moramo v bistvu tudi mogoče tiste, ki so z leti še vedno zavzeti, zadržati v naših sredinah, ker so polni modrosti, potencijala in poskrbeti za mehanizme, da bodo to znanje prenašali na mlajše generacije, za katere pa tudi vem, da jih bomo uspeli pridobiti, če bomo sodelovali in če bomo proaktivno naravnani. Hvala, tole je bil še en komentar. Aha, replika. Sej, ne da bi želel Katarini replicirati, ja, to je izziv, na kakšen način privabiti mlade, to je eden izmed ciljev spremembe uslužbenskega sistema, te enotne vstopne točke. Postopki enostavno trajajo predolgi, niso digitalizirani, niso transparentni, tudi včasih, ko so gost na fakulteti, potem študente fakultete na koncu vprašati, pa vas morda zanima delovna ministrstvo in tako naprej, zakaj pa se ne prijavite? Mislim, kakšno odgovor je bilo, ker je že vse zmega, ta urbana legenda. Druga stvar, glede teh selekcijskih postopkov, mi je zelo zanimiva, tudi skušamo uvesti ponovno strokovni izpit iz javne uprave, ampak skrbijo me pa to, ko imamo to medresorsko usklajevanje, mislim, da se je prisotna, dobim odziv, ker bo pač postopek po predlogu v celoti digitaliziran javnega natečaja, se pravi ne pa polnih vlog več. Meni je ena oseba, ki je na enem ministrstvu odgovorna za kadrovsko politiko, rekla, veš, to pa po mojem ni v redu. Zakaj ne? Ja, zame je pa že to znak, če en uspe popolno vlogo oddati, ta je pa ful sposoben. Glede strokovnega izpita, pa rečejo, veš, pa ne bo naredil, pa sploh nobenega ne bomo dobili. Skratka, odločiti se moramo, kaj želimo mi od državnega uradništva. A želimo, kot je nek meritokratski sistem, res najbolj kompetentni, pač ljudi, ki jih moramo pa seveda potem tudi ustrezno plačati. To pa je dejstvo. Ampak eno gre z roko v roki, to želim vedeti. Mi ne moramo enostavno reči, nobenih omejitev ne bo, sam prid, prosim. Potem pa pač pričakovati, da se bo s tem dvignil ugled in da bo posledično pač tudi višja plača. Ne treba z roko v roki. Absolutno je uradništvo v tej državi podplačano, to tudi nastavljamo s prenovo plačnega sistema, pogajanja so v zaključni fazi, ampak bomo pa na drugi strani morali narediti tudi nekaj na pač temu selekcijskem potencialu in tako naprej. Če sem že ravno pri besedi, kaj je pa pruno blud. To vprašanje privabljanja mladih, kot smo obveščeni, bilo včeraj govora predvsem o tem, s tem se soočajo praktično vse državne administracije države. Demografski bazen vemo, da je prazen. V Sloveniji smo za razliko od gospodarstva, v državni upravi še omejeni z državljanstvom, se pravi kadrovski bazen. Tisto, kar je bilo včasih zadost, spomnimo se tistih, kar smo veliko ministrov že zamenjali, na času Zujfa,
visoke brezposelnosti, nam se je na vsak javni natečaj prijavilo po 200-300 kandidatov. Ne? Danes države se tega lotevajo tudi na način, da mladi generaciji približajo delo v državni upravi. Kaj to sploh pomeni? Naprimer, samo primer belgijske kampanje, kako so se Belgijci tega lotili, tako da so analizirali vrednote generacije, ki zdaj vstopa na trg dela. To je generacija rojena okoli leta 2000, ta Z generacija. In ko so analizirali njihove vrednote, so na teh vrednotah potem gradili kampanjo, da so po fakultetah povedali, kaj sploh delo na ministrstvih v državni upravi pač predstavlja. In 3 elementi so bili, bom na hitro povedal. Prvi je, da je to delo, ki ti omogoča, da se družba spreminja na bolje. Lahko prispevaš, da bo naša družba boljša. Izjemno pomembno se to generacije. Drugi element je bil, da je to služba, ki ti omogoča karierni razvoj, mobilnost. Ta generacija se ne vidi več, da bo prišla in bo 40 let, 8 ur, od ponedeljka do petka. Delal boš lahko v tujini, tako naprej. In tretji element, ki je izjemno pomemben, tukaj nas pa čaka tudi na fleksibilnosti v državni upravi, nas izjemno veliko dela, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Pazite, 10 let nazaj je bila mantra poklicno in družinsko življenje. Danes je mantra poklicno in zasebno življenje. Ta generacija, v Belgiji pa verjetno, ne vem, tisti, ki imamo tako stare otroke, si lahko predstavljamo, niso več pripravljeni, gledali so svoje starše, ki so cele dneve posvetili karieri, službi in tako naprej, oni tega več nočejo. Hočejo imeti fleksibilnost, hočejo imeti fleksibilen delovnik, hočejo imeti privat življenje, hočejo iti v petek kajtat za čez vikend in pride v ponedeljek, če ne bo pa delo opravil tudi v torek. In to so tisti 3 elementi, ki jih po moje lahko omogoči tudi slovenska državna uprava. Ampak spremembo miselnosti. Tukaj nas pa čaka ogromno dela. Zdaj dotaknili smo se vrednot, prej ste govorili o vodenju, potem sodelavec, gospod Juričko. Zdaj vi imate veliko izkušenj iz zasebnega sektorja, tudi javni zasebni sektor, eno in drugo. Ukvarjate se s kompetencami in mehkimi vsebinami, pa me zanima, zdaj te mehke vsebine, mehke veščine, a to je nekaj, kar je primerljivo z vsemi temi sistemi, oziroma lahko te mehke veščine tudi postavimo recimo v centrcev enega takega novega pa prenovljenega kadrovskega sistema. Ja, dober dan še z moje strani. To je bilo meni najbolj zanimivo, ko sem prvi začel sodelovati malo bolj intenzivno z javnim sektorjem, z državno upravo, koliko je tudi vedno fokusa na znanju. Znanje, stroka, to je tisto sveto, to je Biblija. V gospodarstvu je tudi znanje pomembno. Ampak tam gre paralelno zraven še ta sistem mehkih kompetenc, recimo neke čustvene inteligentnosti, dajmo reči, lahko tudi analitičnega razmišljanja, imamo marsikaj. Ampak imam pa občutek, da se tu začelo tudi kar precej spreminjati. Zdaj, vi ste govorili, koliko slišim že včerajšnji dan, veliko o tem, kako se spreminja trg dela, demografske spremembe. Danes smo odprli s tem, da se mora državna uprava začeti spreminjati. Vodenje postaja pomembno. Takoj, ko govorimo o vodenju, ko govorimo o tem, da je treba z ljudmi delati mogoče bolj prefinjeno, takrat imate mehke kompetence, zelo, zelo visoko rangirane. Dokler, recimo, damo delo, pa ga oseba naredi, ker zna, ker, ne vem, se je z izkušnjami nekaj naučila, do takrat niti ne rabiš toliko mehkih veščin. Zato, ker je dosegel tisti standard, ki ga mora od sebe dati. Torej, više kot so ambicije v sektorju, javnem sektorju, bolj kot se spreminjajo ljudje, bolj kot moramo z manj narediti več, bolj kot moramo znati motivirati, tudi izven plače, bolj pridejo mehke kompetence do izraza. Potem imamo pa še mlade kadre, ki pa hočejo rast, vsaj tisti, bom rekel, zdrav del teh mladih kadrov, imamo marsikaj tudi tam. Torej, tisti, ki hočejo rast, nočejo rast samo kot strokovnjaki, hočejo se razviti kot oseba, kot človek. In potem pričakujejo od svojega šefa, pa tudi sistema, feedbacke, ukvarjanje z njimi, pogovore, neke delavnice, ki so mogoče malo bolj več kot samo stroka, uradniški postopki in tako naprej. Torej, tudi oni nalagajo mehkim kompetencam bistveno večjo težo. Lahko to center, jaz mislim, da bo javna uprava, državna uprava, dajmo govoriti o državni upravi, vedno temeljila na stroki, kar je tudi prav. Mislim, kot državljan si želim, da je tako.
Si pa ne predstavljam obdobja v naslednjih 5 letih, da ne bojo mehke kompetence šle gor. Relativno bojo pridobivali na težnji, po mojem mnenju. Se pravi, če prav razumemo ta poudarek v takšnem pa drugačnem poslu, ali pa pogled na kompetence raste, pomen tega raste, ampak a je to možno povezati tudi z delovno uspešnostjo, ker tam je pa le stroka in znanje, ne, mehke kompetence, pa kako pa to komentirate? To pa je zanimivo vprašanje. Jaz bi tako rekel, mehke kompetence, ne, torej, če jih imate dobro zbrane, potem prinašajo rezultate. Torej, kompetence jaz pojmujem kot kako se dela, delovna uspešnost je pa kaj se naredi. Načeloma lahko ti meriš tudi mehke kompetence kot standard delovne uspešnosti. Marsikje to imajo, ne, recimo, ne vem, mogoče imate tudi, tudi vi imate konec koncev v kriterijih, ne, zdaj ne vem, kar bo v novem prenovljenem sistemu. Velikokrat je, ne vem, nekaj na področju odnosov ali pa nekaj na področju proaktivnosti, ne. Če to oseba počne, potem dobi nek dodatek, tisti variabilni plače. Moje mnenje, a bi vam to svetoval v tem trenutku, da prenepeljete veliko mehkih kompetenc ali pa vsaj nekaj njih v sistem plač, bi rekel ne. Zakaj ne? Zato, če imate kulturo 5:0, ne bo nič manj kultura 5:0 prisotna, če boste imeli še več mehkih dejavnikov zraven. Tisto, kar je pa treba narediti, no in tu zdaj ravno kar delam 2 projekta, ki sta zelo ambiciozna na tem področju, in tam imajo pa idejo naročniki, ne, da se postavi kompetenčni model in se ga zelo jasno, logično poveže s plačnim sistemom. Torej, če je kompetenca, dajmo reči, zavzetost, potem mora se ta vidik, določen vidik zavzetosti meriti tudi pri delovni uspešnosti. Če je kompetenca skrb za odnose, potem se mora določen vidik, output teh odnosov, recimo način sodelovanja znotraj, zunaj ali pa z drugimi organizacijami, se mora odražati tudi delovne uspešnosti. Nikoli pa nismo vzeli kompetenc in jih postavili s tisto lestvico, ki je tam, direkt v standard delovne uspešnosti. Po mojem sta to 2 pojma, kako delam in kaj naredim na koncu. Se pravi, v zadnji je velik premislek, kako nastaviti sistem, kako vključiti vse te komponente, vse te enote v to celoto. Zdaj, ko gradimo to celoto, dr. Nikolič, dosti gledamo tudi preko meja Slovenije, ne? To preko meja, prvi pogled mogoče proti inštitucijam Evropske unije, tam se radi primerjamo, iščemo, mogoče tudi tem kakšno kompetenco, ne? Po drugi strani pa tudi te inštitucije Evropske unije iščejo primerne kandidate za zaposlitev v teh inštitucijah. Zdaj, jasno je, pa razumljivo je, ali pa žalostno je, ne, da slovenskih kandidatov za ta mesta niti ni dovolj, kljub temu, da so, če bi rekli prej v denarju, v plačah, to zelo dobro plačena delovna mesta, pa kandidata enostavno ni. Pa me zanima, kakšen je vaš komentar na to, oziroma na fakulteti izvajamo tudi tako imenovani IPSO izpite v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, ki ste tudi predstavnik tega programa, pa če lahko par besed o tem in kako bi lahko ta izkušnja tujine oziroma IPSO izpitov, priprav na IPSO izpite mogoče pomagalo vsem. Hvala lepa, če se malo pošalim, Peter, želiš ti? Šala na stran, jaz nisem strokovnjak za državno uradništvo, tudi nimam praktičnih izkušenj iz tega področja. Na fakulteti pa pokrivam področje Evropske unije in skozi to prizmo bi tudi ponudil zdaj mogoče kakšno kritično mišljenje ali pa usmeritev, ki bi bila aplikativna tudi za naše državno uradništvo. Namreč leta 2020, kot je rekel profesor Stare, smo ustanovili novo študijsko smer, imenovano upravljanje v Evropski uniji. Kaj je bilo zanimivo pri tej študijski smeri je to, da cilj je seveda dvig kompetenc naših diplomantov za zaposlitev v evropskih inštitucijah. In zanimiv pristop, ki smo ga obrali, je ta, mogoče zanimiv ali pa unikatni za državno upravo, je, da nismo izhajali iz lastnih zmogljivosti in potencialov, ampak smo iskali pa oblikovali program iz kompetenc, ki jih zasledujemo. To smo naredili tako, da smo najprej naredili eno študijo visokošolskega področja, ne samo znotraj Slovenije, ampak mednarodno, in potem šli v Bruselj in iskali, katere kompetence imajo zaposleni, pa jih moramo prenesti v naš študijski sistem. In smo naredili prav s temi evropskimi birokrati
študije in iz njihovih outputov smo potem gradili sam študijski sistem. Kaj smo ugotovili, bilo malce presenetljivo in je odstopalo od naših pričakovanj. Dejansko so kompetence usmerjene predvsem v 3 področja. Eno je poznavanje delovanja Evropske unije, jasno, ker gre za evropsko administracijo. Drugo je razvoj veščin, osebnih in strokovnih veščin. In tretjo je seveda poznavanje tujih jezikov, kjer brez 2 tujih jezikov, francoščino in angleščino, zelo težko funkcioniraš. In kaj ravno te razvoje veščin je mogoče najbolj poudarjen področje bilo. Zaradi tega, ker visoko konkurenčno okolje v evropski administraciji nenehno sili zaposlene v razvoj kritičnega razmišljanja in nenehno usposabljanje. In tudi sam EPSO izpit, ki je nekako vstopna točka v evropski administrativni prostor, če želimo seveda v kontekstu pogodb za nedoločen delovni čas, je odraz teh kompetenc, o katerih ste ravno pred malo govorili predhodni govorniki. Namreč vsi naborni postopki, ki jih vodi Evropski urad za izbor osebja, EPSO, se stojijo iz natečajnih postopkov, v katerih so različni izpiti. In glede na samo pogodbo o zaposlitvi, potem dobiš različne vrste izpitov. In te izpiti se stojijo iz testov sklepanj, ki za neke psihometrične naloge, pisnih testov, poznavanje Evropske unije, digitalne veščine, različna področja, ki pritičejo delovno mesto, za katere se zaposlujemo. Trenuten kompetenčni model Evropske unije, se pravi, kaj išče pri kandidatih, je pa 8 kompetenc, se si kar zapisal, da naj bi to zabil. Najprej kritično razmišljanje, analiziranje in ustvarjalno reševanje problemov. Nato sprejemanje odločitev in doseganje rezultatov. Tretjič, upravljanje informacij, digitalna in podatkovna pismenost. Samoorganiziranost, sodelovanje, sposobnost učenja, sporazumevanje in pa notranje podjetništvo. In če je kandidat uspešen na teh EPSO izpitih, se potem uvrsti na rezervni seznam, iz katerega potem inštitucije zaposlujejo. In naš EPSO priprave, ki izvajamo skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, je osredotočeno ravno na to, kako podati našim kandidatom metodološko znanje, kako sploh pristopiti k reševanju teh izpitov, ki se zahtevajo za zaposlitve v evropske inštitucije. Če gledamo, v bistvu sestavljamo to zgodbo, javni sektor, zasebni sektor, Evropska unija, zdaj tole ima EU tudi pomemben prispevek pri tem, mogoče bi dopolnil še tole, oziroma kako vi tudi vidite. Hvala, Bruno, da si ta moment, ta EPSO omenil, primerjajte to, kar je Bruno govoril za popolno vlogo je oddal, se spomnim, pri nas je pa oddal popolno vlogo, da je pa v redu. Dejansko, Ministrstvo za javno upravo je v letu 2019 od Ministrstva za zunanje zadeve prevzelo skrb za delovno skupino za kadrovske predpise in za EPSO. Mi smo takrat 10 let, je Slovenija na tem področju popolnoma zaspala, mi smo potem v 2019 to prevzeli in začeli spremljati. Prav spomnim se na prvem sestanku te delovne skupine, so druge države članice, Švedska, Nizozemska in to, natančno imajo strukturirano, koliko njihovih državljanov je na katerih pozicijah v evropski administraciji. Točno imajo strukturiran za vsak konkur, ta selekcijski postopek. Spomnim se, ko je španska direktorica rekla, naši so pa tokrat dobri, mi smo pa gledali, ker smo nismo gledali, kdo se je prijavil. Ampak zdaj pač zadnjih 5 let tudi, in tukaj sem res hvaležen na fakulteti za upravo, da nam tukaj pomaga, smo skupaj stopili v to, da smo ugotovili, da so Slovenija trenutno na splošno v institucijah EU po neki statistiki je malo pod tistim, kar bi ji pripadali, ne smemo reči republiškem ključu, ker spominja na bivšo zvezno administracijo, ampak princip je približno enak. Smo nekje na robu tistega povprečja, vendar da se bomo s tem ciljem zadovoljili. Še zlasti, kar je pa zanimivo, to pa zdaj zadnje trende opažamo, zdaj vsaj s tem, ko sodelujemo s fakulteto za upravo, ko fakulteta opravlja te priprave na EPSO izpite, smo tudi neko ozavest
med mladimi, ne, da je pa vendarle možnost priti, imeli smo tudi okroglo mizo, da želimo spodbuditi ambicije pri naših mladih, da je možno priti v evropsko birokracijo. Ne. Seveda, selekcijski postopki so izjemno zahtevni. Izjemno zahtevni, priprave so dobre, ampak tako kot je zanimivo, ne sprašujejo jih ustavna ureditev EU, ampak kakšne so njihove kompetence, kakšne so te preizkusi znanja. Ampak vse se dogaja preko enotne vstopne točke. Kaj smo pa, zdaj zadnje podatke imam tukaj, sem tudi v pripravi na to okroglo mizo, že število prijav slovenskih državljanov na te natečaje je nekoliko pod tisto stopno, ki bi glede na število pripadala Slovenije, in se postopno tudi znižuje. Ne vemo, kaj je razlog. Potem, ko gremo pa naprej, pa rezultati selekcijskih postopkov kažejo izboljšavo v primerjavi z tistimi leti, ko teh priprav in te možnosti ni bilo. Mimogrede, večina držav članic financira ta usposabljanja, ker je to njihov strateški interes. Nas še nismo tam, ampak dobro, smo pa začeli. Ampak to, da vam povem, koliko se države članice ukvarjajo s tem, da spravijo svoje državljane na pomembne mesta v evropskih institucijah, kljub temu, da vsi vemo, da evropska administracija je neodvisna, pripada Evropski uniji, ne svoji državi članici in tako naprej, ampak vseeno države zelo pozorno spremljajo, na katerih. Ampak rezultati selekcijskih postopkov se izboljšujejo, so pa še vedno bistveno pod povprečjem drugih državnih članic. In ko sem se s kolegi pogovarjal, iz drugih držav, kaj se dogaja, zakaj Slovenci, in mi je recimo zanimivo, italijanski kolega mi je povedal, da pa Francoz tudi, da je mogoče razlika v tem, da je pri njih že strokovni izpit za vstop v italijansko ali pa francosko administracijo tako zahteven, da je že tam prva selekcija, potem se jim pa tudi ni težko in jemljajo kot samoumevno, da se 4 mesece pripravljajo na ta izpit. Morda, ampak, veste, in morda je to tudi pot naprej v ta profesionalno, ker morate pa vedeti, seveda hkrati, in to je tisto, kar sem rekel, da gre z roko v roki, evropsko uradništvo je tudi vrhunsko plačano. To je. In potem seveda si ti lahko privoščiš stroge selekcijske postopke, velik nabor kandidatov, ampak potem moraš pač uradništvo tudi dobro plačati. In zato pravim, da mora ta prenova uslužbenskega in plačnega sistema iti z roko v roki. Ko govorimo o tej prenovi, pa ko se stavljamo to zgodbo kompetenc, magister Hočevalj, kako pomembno je zdaj to znanje, kako pomembno je kontinuirano izobraževanje, kako pomembno je, da so ti selekcijski postopki čisti v tem pomenu besede? Jaz mislim, da je seveda ključni. In tudi podpiram to, da je v novem ZJU zapisano, da je treba uslužbence 2krat na leto obvezno napotiti na usposabljanje, čeprav so kakšne lokalne skupnosti, nemajo pripombe na to, ker to seveda tudi stane. Ampak poglejte, naš dekan je včeraj rekel v uvodnem nagovoru, ne rabimo vrat. Jaz trdim, da bi vsaka institucija javne uprave ne rabi sten, ampak da mora biti te stene steklene. To se pravi, to je tista težnja transparentnosti. Vse naše delo, vsi naši postopki, še najbolj pa selekcijski, morajo biti tako transparentni, da jih vidimo čez steklene stene. In potem bomo dosegli to zaupanje državljanov v uradništvo, dejansko v institucije javne uprave kot celote. Veste, jaz sem tudi članica nadzornega odbora svoje občine in mi župana vedno sprašujemo, koliko odstotkov našega proračuna naše občine Zagorje ob Savi je namenjeno za razvoj. In tudi potem ga malček ocenjujemo. In kaj je pa problem, ki ga jaz vidim, ko govorimo o razvoju, motiviranju? Da se mi kadroviki v državni upravi žal 80% ukvarjamo s tem, bom rekla, temeljnim kadrovskim delom. Pogodbe, odločbe, porodniške, obračuni, plače, delo na domu, obrazce. In nimamo tako imenovanih HRM strokovnjakov. In o tem moramo nujno začeti razmišljati in reči, da dober kadrovik
se more vsaj 50, to se pravi delati tisto temeljno kadrovsko delo in ukvarjati z razvojem. Tudi za vodje pravimo, da naloga vodje ni vsebina, ampak koordiniranje, usmerjanje ljudi, pa še vedno, ko jaz to povem, ali v svoje ekipe, ali kje druge, vodje zavijajo z očmi, ne? Ker pa nimam časa spodbujati sodelavce in tako naprej. In tudi muza, ne? Jaz mislim, da je muza zelo dober projekt, da je to so opravili dobro delo na Ministrstvu za javno upravo v sodelovanju z drugimi, ampak tudi to je orodje, ki je dano vodjem v državni upravi. In zdaj, če ga ne bojo imeli časa uporabljati, bo ostalo v predalu, tako kot je že kakšna druga zadeva. To se pravi, vse, kar vzpostavimo, kar naredimo, mora iti med ljudi, mora iti v prakso, mora iti v uporabo, če ne pač žal smo imeli samo eno otvoritev, a ne, efekta pa potem ni. No? Ampak jaz verjamem v muzo, tako kot v grški metodologiji je muza en navdih, inspiracija in upam, da bo ta naša muza postala navdih za vodje v državni upravi. Tole bo še nekaj zadodati. Ja, morda je samo na kratko to, kar je Katarina povedala. Dejansko pa potem je treba v vsaki organizaciji, ne, tudi vodjo HRM-ja, ne, postaviti ob mizo, postaviti ga je treba visoko, mu dati neko vlogo tudi znotraj same organizacije. Ne. Je pa, kar si pa rekla, ja, dejansko s predlogom ZJU smo želeli vzpostaviti obvezno usposabljanje zaposlenih. Ne. Vi si ne morete predstavljati, kakšnega nasprotovanja smo bili deležni s strani organov. Ne. In potem se vedno spomnim na tisto anekdoto, ne. Richard Branson, pri Virginu je bil prvi, ne, ki je začel s tem modelom 20 let nazaj obvezno usposabljanje vseh zaposlenih. Ne. In anekdota pravi, da mu je eden izmed izvršnih direktorjev rekel, ne, zakaj pa mi usposabljamo zaposlene, ki grejo potem lahko drugam. Ne. Njegov odgovor je bil, predstavljaj si, da jih ne usposabljamo in da ostanejo. Gospod Juričko, zdaj dotaknili smo se tudi selekcijskih postopkov, pa me zanima, kako lahko kompetenčni modeli pa psihološki testi recimo prispevajo k bolj učinkovitemu izboru, pa tudi razvoju potem zaposlenih. Predvsem vplivajo na objektivnost, pa dosti dajejo sistematičnega ozadja, sistematični pristop. Vsi kadrujete, ne? Mislim, ne vsi, ki ste tu, ampak vsi kadrujete z razgovorom. Po mojem ni podjetja, ki ne bi kadrovala z razgovorom. Zdaj pa je zelo odvisno tudi, kakšen je ta razgovor. Ta razgovor je lahko pogovor, ne? Pa rečete, predstavite se, pa to traja 15 minut, pa pol ure imam časa. In če ta oseba to, ne vem, zvari na 10 razgovorih, pa še malo prečpeglo zjutraj, preden gre k vam, to zvenelo fajn. In potem ima ta oseba dobro energijo, kompetence, ne samo komunikativnost, deluje pametno, zavzet, motiviran, vse živo. To ni objektivno. To pomeni, da je ta oseba imela svoja pravila igre, jih je z vami odigrala in je pač znala, je dober glumac. Ne? A je dober kandidat? Mečete kocko, pa boste vedeli, v bistvu naslepo ugibate. Zdaj, razgovori so lahko tudi drugačni, ne? O tem smo se že tudi na uradniškem svetu precej pogovarjali, torej lahko so strukturirani, lahko imajo neka vprašanja, ki so postavljene naprej, vprašanja, ki imajo svoj cilj, ne? Gospod tule je prej omenil res tih 8 lušnih kompetenc, ne? By the way, zelo podobne kompetence ima tudi gospodarstvo, ne? To je nekaj univerzalnega zdaj. Mi lahko v teh kompetencah tipamo okol ali pa znamo postaviti vprašanje, s katerimi res odkrijemo, kje oseba je. Ko pa dodajemo teste, pa potem dodajemo še nek strukturiran, pa dajmo reči znanstveno preverjen pristop k selekciji. Jaz mislim, da zdaj bom ugibal, ampak od velikih družb slovenskih, ne, gospodarskih družb, jih je po mojem velika večina na psiholoških testih. Ne zato, ker imajo več denarja, ampak ker se jim povrne. Zato, ker psihološki test ni sam, ali si za nas, ali nisi. Je izhodišče tudi za to, kako s to osebo delati, ko vam pride. To ni sam ja, ne, ampak je nekaj več. Je že nek profil človeka. In če jaz vem, da ste vi zelo organizirani, pa ne marate sprememb, bom vam mogel naloge na ta način delegirati, da boste imeli zelo veliko takih nalog, ki jih je treba sistematično narediti, pa malo takih, ki vas vržejo v cone obdobja. Če ne, se ne bom za vas odločil. Torej, so izhodišče za delo vodje, hkrati, ne,
Pa moramo gledati na osebo, ki pride k vam tudi v nekem celem življenjskem ciklu. Ta oseba tudi včasih napreduje, gre na drugo delovno mesto, je v nekem internem kadrovanju, z njo se je treba ukvarjati, razvijati, mogoče jo damo za vodjo in tako naprej. In tudi tu testi nudijo neko osnovo pri sprejemanju teh odločitev. Pa so ti testi primerni za vse zaposlene, tudi za vodje ne, ali kako vaš komentar tega? Ja, jaz bi tako rekel, višji kot si vložki, bolj morate k temu resno pristopiti. Včasih smo imeli kontraproduktivno situacijo. Recimo, testirali smo ljudi zadnje v proizvodnji. Pa imamo enega, se ga spomnim, 22 let je bil star, super profil, zelo bister. Smo rekli, v redu, ta bo za vas. 3 mesece je delal, dal odpoved, rekel, to ni za mene. Jaz sem prepametna za vas. Torej, tam štejejo kompetence, neka odgovornost, zagnanost in tako naprej. Ampak kompetence imajo mogoče malo manjšo težo, da delam v proizvodnji dobro. Zdaj pa si predstavljamo enega gospoda Pogačarja, recimo, ne? Ker ste že ravno to, ne? Vi rabite pa ogromno mehkih kompetenc. Od pogajanj, vodenja, komuniciranja, predstavljanja, verjetno menedžmenta stresa, časa, vsega živega. No, evo, smo že postavili kompetenčni profil. Ali bom tu res zaupal svoji polurni oceni na razgovoru, ali bom poiskal še kakšno alternativno metodo, ki mi nekaj več pove. Ko jo kombiniram z razgovorom, dobim malo več. Torej, višje kot grem, načeloma več metod moram uporabljati, pa bolj močne pa natančne. Tudi testi so različni. Vi lahko imate zelo take osnovne, bom rekel, sito teste. Si za silo, nisi za silo, ok, če greš čez to, greš fazo 2. Imate pa lahko zelo natančne, kjer profilirajo zelo specifične kompetence, zelo specifične veščine. In se uporabljajo ponovadi tam, ko so vložki visoki, torej na najvišjih mestih. Ponovadi gospodarstvo so tržniki, vodje, ne, v javnem sektorju pa se uporablja za vodje, če bi pravim, ne, na položaju. Mogoče bi samo se navezal na to kompleksnost testiranja oziroma selekcijskega postopka še skozi evropsko prizmo, kjer se res vidi ta kompleksnost, pa mogoče postavim ogledalo tudi vsem, ki se ukvarjajo s tem doma. Eno leto je Evropski urad za izbor osebja pripravil prenovljen kompetenčni model. Ko so uspeli prenoviti to urad, ki samo za to skrbi, ko so uspeli nove kompetence postaviti, že skoraj eno leto ne izvajajo še testov. Vmes so poskusili izvesti teste, pa so jih prekinili, da bojo ponovili zaradi tega, ker že eno leto iščejo ustrezno metodo testiranja, da bojo res konkretno preverili te kompetence. In če zdaj postavimo gledalo nam, koliko se tudi ljudje znotraj našega državnega uradništva ukvarjajo samo eno leto skupaj, da razvijajo metodologijo, po kateri bojo potem preverjali te kompetence. Mogoče lahko samo to še povežemo, tudi zdaj ta PREEPSO je ena vstopna točka za vse kandidate. Ne vsak organ ali pa vsaka organizacija posebej. Zdaj ideja naših sprememb gre tudi v to, če to lahko. Ni popolnoma enotna, določene agencije imajo svoje postopke, oziroma določene, ampak dejansko generalno je pa to enotna točka. Ja, bom tukaj nadaljeval. Dejansko predlog novega zakona o javnih uslužbencih prenavlja selekcijske postopke in jih postavlja, ker kaj imamo danes, ne? Vsak organ državne uprave izvaja svoje javne natečaje, ne? Mi velika skrb bojazen je pri organih, ne, ena je čist človeška, ne, ker sem rekel, da lahko v zakon karkoli napišeš, pa kakšen generalni sekretar ti reče, pa moj nov prš čez, ne. Ampak se ravno proti temu se borimo, ne, res, ne, da bodo vsi pršali pod enakimi, transparentnimi, objektivnimi kriteriji, ne. In ta center za kadre bo imel 2 vlogi po predlogu. Prvo je poenotenje selekcijskih postopkov, ki bodo transparentni, na enem mestu objavljeni naenkrat in tako naprej. In drugo, ne, bo imel skrb za razvoj in nadgradnjo kompetenc. Ker tudi če danes pogledamo, praksa javnih natečajev po posameznih organih, kot mi vidimo iz prakse Komisije za pritožbe, ne, je popolnoma različna. Nekje preverjajo kompetence, nekje tolmačijo delovne izkušnje tako, potem pa ti vstopiš v sistem uradništva in si v internem trgu dela. Ne? Spravi, ta 2 momenta. Zdaj,
Mi se precej ukvarjamo, ker smo rekli, da bi tudi na enotni vstopni točki, kamor smo, in samo še to povem, ne, ta bojazen, ki je, ne. Mi imamo z poenotenjem izbirnega postopka zelo dobre izkušnje. Sam sem v projektu predsedovanja Slovenije svetu EU vodil področje za kadrovske predpise. Ne, in tam se je točno to zgodilo. Mi smo sprejeli, da bomo zaposlili, ne vem, spomnimo 280 ljudi za projekt predsedovanja, ne, različno razporejeni po resorjih. Ne, in kaj se je zgodilo? Ne? Vsak resor je objavil sam zase, ne vem, kmetijstvo, radimo jih 15, ministrstvo za finance 8. Ne? Ljudje niso vedeli, kam naj se prijavljajo. Prijavljali so se na 10 različnih resorjev hkrati. Ne? Zmeda je bila v začetku popolna, ne? Ker potem, ko je nekdo na ministrstvo za finance, ne, takrat Andrej je, zapravo spomnim, je kandidata že izbral, je rekel, vi boste, prvi je rekel, jaz sem se pa že zmenil na drugem organu, ne, in prijave je bilo strašno prav. Potem smo pa rekli, znači, mi najemamo ljudi za projekt, ne, zbrali smo, da bo ministrstvo za javno upravo, naš direktorat imel nek center, ad hoc center smo naredili, objavili smo oglas v delu, iščemo 280 kandidatov za projekt predsedovanja, dali smo rok 5 dni, 5 dni, ne, v sobotnem delu je bil objavljen, mi smo dobili 1340 prijav na eno mesto. Mi smo jih selekcionirali, preverili pogoje, tako naprej in jih dali v bazo kandidatov in v roku 2 mesecev so bili vsi postopki pač zaključeni. Zelo dobro izkušnjo imamo in tudi tisti, ki, in pač moja ambicija je bila in se upam, da tudi uresničila, to bo navodilo resorja, ne, da če se le, da te ljudje, ki so prišli za projekt predsedovanja in se izkažejo, obdržite jih. In ta izkušnja je na nek način ideal za ta novi center. Seveda, sej tudi države, ki so v zadnjih letih to uvedle, zadnja je bila Hrvaška z novim letom, ne, imajo zelo pozitivne izkušnje. Zdaj recimo že Republika Srbija je uvedla enotno vstopno točko za delo v državnem uradništvu, ampak recimo Hrvati imajo zdaj enotno vstopno točko od 1. januarja letošnjega leta. Oni izberejo naenkrat po 200-300 prijav in vsa testiranja izvedejo v roku enega tedna in potem organu, ne, to moram poudariti, ker je veliko nerazumevanja, končna izbira primernega kandidata je na organu. Organ bo tisti, ki bo izmed seznama kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje in so prestali ta osnovni test, ni psihološki test, to je doktor Juristička že naučil. Ne. Kakšen bo ta test, s tem se zdaj pospešeno ukvarjamo, tudi v sodelovanju, ne. Kakšen bi bil ta osnovni kompetenčni test za vstop v državno upravo in kar je še zelo pomembno, ne, predlog zakona predvideva, ko boš enkrat šel čez ta primarni selekcijski postopek enotne vstopne točke, naslednjih 24 mesecev, če se prijaviš na katerikoli javni natečaj, ti ni treba iti še enkrat čez ta postopek. Se pravi, bomo vzpostavili neko bazo kandidatov. Ne? Seveda, vedno pa potem dobim, ne, če bodo strogi selekcijski postopki ob takšnih plačah, ne, kandidatov ne bo. To mora iti z roko v roki in to tudi počnemo. Samo en primer iz prakse ali pa odsvirk, ki pritrjuje temu, zakaj moramo enotno vstopno točko vzpostaviti. 3 mesece nazaj sem bila vodja ene natečajne komisije, ker se je en samostojni odvetnik odločil, da bo šel v državno upravo. Po 2 mesecih, ko je bil zaposlen, pač pravnik s pravosodnim izpitom, to se pravi za drugo stopnjo, mi je prišel povedati, pa rekel, gospod Hočevar, veste, zakaj sem jaz pri vas? Zato, ker ste bili vi najhitrejši. Jaz sem bil zbran še na 2 drugih ministrstvih. To se pravi, najhitrej smo vodili natečajni postopek in smo ga dobili. Ne? To se pravi, ta tekma. Ne? Ne, pred 2 mesecema sem rekla, da je prišel do mene. Ja, seveda, ne? To se pravi, tukaj hočemo slediti tem izkušnjam v praksi in tukaj bo ta dodana vrednost, no? Sem prepričana. Morda še to, ne? Tukaj povemo, ne? Se pravi, mi predlagamo dvofaznost postopka, se pravi, končna izbira izmed seznama primernih kandidatov še zmeraj na organu. Ne? Portugalska, ne, je šla v drug sistem, ne? Tam ta center za kadre na organ za razpisano prosto delovno mesto pošlje najprimernejšega kandidata, konc. Ne? In moj odziv je bil, ne? Pa bom jaz kot šef povedal, da bo pri meni delu. Ne? Se rekel, ne, šefi se menjajo. Mi hočemo najboljšega kandidata za tisto mesto. Ne? Tako, zanimivo. Ne?
Če bi jaz samo dodal eno izkušnjo iz evropskega prostora ponovno. Ta rezervni seznam, ki ga ima Evropska unija, ni preprečil tega prehajanja. Naprimer, kandidat se prijavi na natečaj za komisijo, če je uspešno opravil EPSO izpit, gre na rezervni seznam, komisija ga hoče potem draftati, pa reče, ne, sem imel že naprej dogovorjeno z računskim sodiščem. Tako da tudi v evropskem okolju potem ni to fiksiranje, da boš tega kandidata dobil v ta organ oziroma inštitucijo. Imaš pa bazo, ne? Je pa baza, zagotovo. Pri nas pa vedno znova se pričakujemo od kandidatov, da se prijavljajo. Dobro, zdaj kakšno vprašanje? Mogoče sem manj. Lahko jaz vprašam, kaj boste pa naredili za to, da boste pritegnili kandidate, ki so zelo talentirani, oziroma če ste kaj razmišljali o to, prej ste omenili, da je to ena taka stvar, ki je posebna specifika, če gledamo za javni sektor. Se pravi, kako privabiti talente? Zdaj, seveda, ne, v strategiji razvoja kadrov v državni upravi je posebna pozornost posvečena tudi tako imenovanemu talent managementu. Ampak seveda, zelo zanimivo je, ne, običajno, ko govorimo o talent managementu, ne, vsi, vsaj jaz, da me niso naučili drugače, pomislim, ne, talent je nekdo, ki je mlad. Ne, bistveno je to, in to je prvo sporočilo, talenti so v vseh starostnih skupinah. Treba jih je pa znati identificirati in potem s njimi delati. In naloga centra za kadre in tega kompetenčnega centra znotraj centra za kadre, to je tudi v okviru načrta za okrevanje in odpornost, je točno to, prepoznava, identifikacija, razvoj talentov. Vsem se precej ukvarjamo, ne? Ampak tukaj bo vse, bom rekel, na vodih, ne? Zdaj, ko ste že ravno pri talentih, ne? Ko govorimo o vodih, o middle managementu, ne? Je zelo zanimiv segment se pojavlja z vidika upravljanja, vodenja mladih, ne? Mlajše generacije, ne? Skoraj naših otrok, ne? Uporablja se izraz, da so tako imenovana I generation, ne? Mogu v angliščini povedati, ko se začne na I, ne? In značilnost te I generation so, da so individualistic, ne? Informal, informed, zelo informirani so, ne? Interaktivni, ne? Sposobni so povezovati različne segmente in internacionalni. Ne? Se pravi, teh 5 elementov, te I generation, se bomo morali naučiti upravljati. Ker nekaj je, da ti človeka noter pripeleš, je segment mladega, ne? Potem se moraš pa naučiti z njim ukvarjati in ga voditi. In imeti vse to v mislih, da te generacije razmišljajo, zdaj posplošujem seveda, ne? Da ne bo kdo rekel, da moj sonček doma je pa drugačen. Te generacije so drugačne, ne? S tem se ukvarjajo z vidika upravljanja s kadri, tudi velike korporacije v tujini. Da je zanimivost, ne? Zakaj je do tega prišlo. Ne? Generacija rojena konec 90-ih let, začetek leta 2000. Ne? To je prva generacija, katere rojstvo so starši načrtno odložili v prihodnost. Zakaj? Zato, da so lahko končali študij, se imeli dobro, zgradili hiše, ustvarili kariero in potem so imeli otroke. Nas so imeli veliko prej. Ne? In smo, kaj je imeli to za posledico, ne? To so študije pokazali, ne? Da so si te starši, ki so najprej poskrbeli pač za vse te elemente, ne? Lahko privoščili, da so te otroke postavili v center svoje pozornosti. In temu se je prilagodil cel izobraževalni sistem. V centru je. On nas pride v veliko organizacijo, pride v veliko podjetje, ne samo državno upravo, kamorkoli, ne. Njegove vrednote, odnos do hierarhije, odnos do kolektiva, pripadnosti, so popolnoma drugačne kot recimo generacije pred tem. In to so vse tiste momente, o katerih bi mogli pač naši kadrovski strokovnjaki, sem zelo vesel, da je Katarina tukaj, ne, zares strokovnjakinja z tega področja, vse to bi se mogli v bistvu HRM menedžerji, tudi v organih državne uprave, o tem usposabljati in tega zavedati in pač potem naprej širi to med vodji. Lahko še en odzvirk iz prakse prav za študentsko delo. Kad damo oglas za študentsko delo, če v roku parih dni ne pokličemo kandidate na razgovor, jih ni.
To se pravi, grejo drugam ali pa se premislijo, imajo službe. To se pravi, ta hiter odziv, ki ga pričakuje ta generacija, ta stalna povratna informacija na delovnem mestu in tudi pri selekcijskih postopkih mora biti seveda takojšnja, ne? In zdaj, če to pride v en rigidni sistem, potem seveda takšni grejo. In zato se moramo pač, tako se družba spreminja, spreminjati tudi mi. Še en komentar, pa mogoče tudi, če povežemo z vprašanjem, zdaj, gospod Juričko, imate veliko izkušnje z javno upravo od zunaj, od znotraj, pravzaprav ste kot ključni človek, ki je postavljal kompetenčni model, pa me zanima, ko zdaj gledamo vse te drobce tega sistema profesionalnosti, recimo, kaj je tisto, kar ne bi smel prezreti pri oblikovanju novega sistema, novega kadrovskega sistema, če tako rečem? Ok, bom skušal malo povezati komentar pa odgovor na to, kar ste postavili vprašanje. Jaz mislim, da je mogoče prvi problem, ki ga imate v državni upravi, da je brand državne uprave v smislu zaposlovanja slab. Ni atraktiven. V javnosti za gostilniškimi debatami, recimo, ko jaz rečem, delam kje z državno upravo, reče, haha, kaj pa delaš, se tam nič ne delajo. Teh komentarjev je ogromno. Ali držijo ali ne, pustimo. Brand je takšen, vtis ljudi je takšen. In če je ta vtis takšen pri perspektivnem delu mlade populacije, imate hud problem. Da prvo bi bilo treba narediti eno veliko introspekcijo, pogledati, zakaj to, kar so Belgice naredili, kar je gospod Pogačar povedal, zakaj smo mi, slovenska državna uprava, lahko zanimivi, kaj dela naše najboljše ljudi zadovoljne, probati to kot benchmark postaviti in potem začeti okoli tega graditi neko znamko državnega uradnika. Brez tega jaz mislim, da ne boste konkurenčni. Drugo, tule ste v gospodarstvu z oligopolom. Torej, ko se spomnim z ekonomije, par vas tekmuje za isto dobrino, par držav tekmuje za liti, oziroma cel svet tekmuje za liti in praktično cela država tekmuje za talente. Tam trenutko. Torej, če vi zdaj postavite plačni sistem na neko raven, ki je primerljiva z gospodarstvom, bo gospodarstvo naredilo odziv nazaj. In vprašanje, ali boste lahko, ali boste rabili spet par let, da prilagodite sistem na tisto raven, ki jo je postavilo gospodarstvo. Torej, treba bo postaviti sistem tak, da je zdržen tudi na odzive konkurenta, to pa so recimo, če govorimo o pravniki v večjih podjetjih in tako naprej, da boste imeli neko bazo, na kjer je lahko gradite vedno. Je pa bilo še nekaj ful zanimivo iz zdravstva. Moja žena dela v zdravstvu in je rekla, dobila enega zdravnika bodočega, ki je iskal specializacijo, in krožin je bil pri njej. Je rekla, ta je predober za nas. Prvi problem je, ta je predober za nas. Torej, če je nekdo zelo dober, mora biti za njega mesto državne uprave. In drugo, prijavil sem specializacijo in je ni dobil. Ampak je res eden izmed elite, dajmo reči, potencialov. Kaj je naredil? Takoj se je prijavil na specializacijo v Graz, jo dobil zelo lepo plačo in tisto, kar mi je bilo zanimivo, dobil stanovanje po 400 evrov najemnine. Torej, out of the box boste morali mogoče razmišljati. Ni sam plačni paket tisti, ki poveča mojo motivacijo, da mi na koncu ostane več. Lahko je tudi stroškovni paket zelo zanimiv za človeka. Če moram imeti za najemnino enosobnega stanovanja v Ljubljani plačati 800 evrov, če delam pri vas, pa plača 350, pa lahko imam 450 evrov nižjo plačo. Torej, taki razmisleki bo verjetno neka stalnica, mogoče prej ko slej tudi pri vas, kar brez njih ne gre. Zdaj kakšno vprašanje? Morda ne, sej to, kar je dr. Juričko na koncu rekel, ne? V času gospodarske konjunkture, sej, zakaj smo mi takrat 10 let nazaj 400 prijav, ker je bilo 120 000 brezposelnih. Pustimo zdaj, da se pač demografsko bazen prazni, da vsako leto vstopi na trg dela 10 000 ljudi manj, kot se jih upokoji, pač regeneracija je tako manjša. V času gospodarske konjunkture težko tekmujemo s plačo z gospodarstvom. Je potem začalen krog, ko pa ni konjunkture, treba pa šparati tudi v državni upravi. Ampak to, kar ste vi na koncu povedali, mi smo že veliko o tem razmišljali. Kaj pa država lahko ponudi državno upravo? Ima nek fond svojih stanovanj. Na kakšen način jih bo oddajala.
mislim pa, da za kakšen mlad talent, ki ni iz Ljubljane, ki nima staršev, ki bi imeli stanovanje v Ljubljani, je pa to lahko močan faktor. Naprimer, primer francoske administracije, ne, tam praktično v Parizu si skoraj nihče od francoskih uradnikov, če nisi res na visokem nivoju, prav v centru Pariza ne morejo privoščiti živeti. Ima pa francoska država na voljo ne vem koliko stanovanj na obrobju Pariza, ki jih mladi pač ponudijo v prvih 5 letih kariere. In to je eden najmočnejših faktorjev, ne, ki mlade, ki so prestanejo selekcijske postopke, ki so v francoski administraciji zelo zahtevni, ampak eden glavnih motivatorjev, da potem mladi pridejo živeti in delati v Pariz in potem tudi ostanejo. Ne? Ampak prvih 5 let, tam nimajo to trajno, ampak prvih 5 let na vstopu ti omogočijo relativno poceni najem stanovanja v Parizu. To je tisto primer. Viktor Nikolič. Mogoče zopet, da se navežem malo na Andreja in tudi na Petra, ne? Slab brand, ampak mi pa nizke plače. Ampak mi imamo evropsko upravo, kjer imamo uradniška delovna mesta, ki so izjemno plačena. In ta evropska uprava je tudi del našega upravnega aparata. Pa kljub tem vrhunskim plačam, kakšno je dejansko stanje? Katastrofalno. Premalo kandidatov se prijavi in kakšna je uspešnost na EPSO izpitih? Blizu 100% negativna uspešnost. Skratka, če ponudimo visoko plačena delovna mesta, a to garantira potem, da bomo res imeli tudi visoko konkurenčen naborni postopek, pa da se bodo kar kandidati borili za ta delovna mesta. Če je brand slab, jaz mislim, da temu ne bo tako. Potem se pa lahko vprašamo, zakaj je brand slab. Vse brand ni slab, verjetno, po naključju. Tudi ta brand Evropske unije pri nas ni dober, ne? Pogosto jo dojemamo kot nekaj, kar je čisto umaknjeno, abstraktno, populistična politika to zelo vešče izkorišča, pa za vse težave uperja prst na Evropsko unijo, medtem ko ta antipod populistične politike ne zmore artikulirati tistih koristi, ki jih pa Evropska unija prinaša nam. In imamo slab brand, nizko ozaveščenost, tako kot je rekel tudi Petra, ne, desetletja se sploh ni gradil na tem, kaj je evropska administracija in kako evropska administracija koristi nam. In pridemo v ta položaj, ki je dosti podoben tudi našem uradniškem sistemu in zdaj, kako splezati ven iz njega, naprimer za rešitev za Slovenijo. Jaz mislim, da tako visoko konkurenčni naborni postopek, kot ga ima evropska administracija, zagotovo ni rešitev, ne? Ker nimamo tako visoko konkurenčnega trga delovne sile v naši državni upravi, pa tudi nimamo takega vrednostnega sistema. Mi že lahko na normativni ravni imamo super vrednostni sistem, ampak a je tudi v praksi zrcaljenje takšnega vrednostnega sistema? Tukaj se pa bojim, da ni. Magister Kočevar, zdaj govorili smo o velikih drobcih vsega tega novega sistema. A mislite, da je sistem uradništva, javni uslužbenci, smo pripravljeni vse te velike spremembe, ali mogoče bi nam bilo ljubše, če se to dogodi bolj počasi, oziroma kaj mislite, nov zakon javnih uslužbencih bo prinesel spremembe, o katerih smo se danes pogovarjali, ali bomo to še malo zamaknili? Ja, jaz mislim, da spremembe niso hitre, ne? Če imamo star zakon 20 let in v bistvu družba se vmes spreminjala in mi moramo slediti tudi sistemskim rešitvam. Ne? Jaz mislim, da je pa čas za spremembe, ampak je pa treba veliko izobraževanja in pa tudi, bom rekla, veliko tega motiviranja, ne? Strani predvsem nosilcev, ki to pripravljajo, od predstojnikov, od ministrov navzdol, na nivoju vodij, da v bistvu vse odprte dileme iz prakse rešimo. Včasih smo imeli, recimo, ob kakih spremembih prevozov, imajo vse kadrovike nas pravo skupaj in smo mi potem po organih tudi naprej ustrezno komunicirali. To smo imeli včeraj tudi okroglo mizo, ali pa brand državne uprave. Sej jaz, ko zapustim naše ministrstvo, sem tudi jaz ena PR-ovka našega ministrstva. Zadovoljni uslužbenci bojo v bistvu tudi sami po sebi povečevali brand uradništva. Pri nas se imamo pa fajn, dej kandidiri pri nas. To se pravi, in tukaj moramo res začeti in od spodaj navzgor in pač obratno. Ni PR samo organizacijske enote, ampak v bistvu smo vsi uslužbenci nekako promotori svoje upravne enote, svoje občine.
Jaz mislim, no, da imamo kljub vsemu tisto glavnino zavzetih in pripadnih javnih uslužbencev, ki so pripadni kljub temu, da so nezadovoljni. V gospodarstvu to ne gre skupaj, ampak mislim, da v javni upravi v bistvu smo vsakodnevni dokaz za to. Imamo dobre projekte kot Ajdovščina in jaz pač ostajam optimistka, no, in da bomo pač skupnimi močmi zmogli. Lep pozdrav. Mitka Belagič iz upravne enote Ljubljana. Gospod Juričko, eno vprašanje, ko govorimo o kadrih, zakaj v nogometnem žargonu ne bi javni sektor iskal potencialne kandidate že na univerzah? Tu pa tudi gospod Pogačar povezan, kakšno je sodelovanje glede prakse študentov? Ko govorimo o trgu dela, zakaj ne bi študent, ki je pred magisterijem že bil iskan, že imel, recimo, naprimer, že 2 ponudbi? Hvala za Če vprašanje. razumete, Ja. treba malo naprej razmišljati, treba že iskati, kadre se mogoče potencialno že ustvarja na fakultetah, ne, to dobro vemo. Hvala. Absolutno dober razmislek. Sem navezal, kar je prej Katarina povedala, smo mi PR-ovci. Tudi jaz, kada sem gost na vaši fakulteti, vedno študentom skušam predstaviti, kako je delo na ministrstvu lahko izjemno naporno, ampak izjemno zanimivo. Jaz z veseljem povem vsem, I love my job, tako, res, že 15 let. Dejansko pa mi je ta vaš razmislek zelo zanimiv. Se z njim tudi v strategiji smo nekako začeli o tem razmišljati, kaj se nam večkrat zgodi. Ljudje sploh ne vejo, kaj se v upravi dela. Ta brand je slab. Včasih se ti zgodi šele na razgovoru za službo, ko pač kandidatu poveš, veste, pa potem boste mogli to, pa imate problem z letenjem, pa tako naprej v tujino. A to pa niste nič napisali, pa tako naprej. Če bi pripeljali, tako kot je rekel, obvezno prakso, študente noter, bi morda spoznali delo, bi jim bilo zanimivo in to je prav gotovo smiselna rešitev. Ne vem pa, zakaj tega ne počnemo. Pa štipendiranje morda se bo vedlo, tudi to. Morda to vedno pozabim povedati, samo še to povem, pa res. Ljudje, ki jih jaz poznam kot uradniška elita, večina izmed njih ima eno zanimivo skupno lastnost. Vi so štipendisti vlade, dokler ga 2010, to je bil eden prvih varčevalnih ukrepov, ne vem, kdo je bil toliko modar takrat, so bili štipendisti vlade. Veste, kako je selekcijski postopek za štipendije izgledal? Enoten je bil na kadrovski službi vlade in s psihološkimi testiranji. Se vračamo nazaj na začetek, ne? Na kratko, če lahko. Ja, bom prav bil kratki, bi še tam avtor nekaj takega. To, kar ste rekel, po mojem ta vlak je šel, magisterij je prepozno. Bom dal primer z inženirji strojništva. Najprej je bilo dovolj, da se ponudil štipendijo. Si jih dobil. Potem so začeli se boriti in so ponudili vsi štipendije. Si mogel začeti, še preden so bile tiste odločitve, kje bom začel delati, iti na srednje šole, tam promovirati, kaj počneš, da se je pri izbiri študija že upošteval tvoj študij. Torej, po mojem mnenju, je treba iti še par korakov nazaj in se boriti takrat, ko se, mogoče v prvih letnikih ali pa celo v srednji šoli, iti na teren, prezentirati, kaj delamo, zanimive stvari, ki delamo, ker delate marsikaj zanimivo, tudi jaz nisem delal, ker jaz nisem boljše spoznal. In potem nekako narediti ta inception iz filma v možganih zavedanje, da je tudi državna uprava na lagru ali pa na tnalu tega, kar bom izbiral, ko sem zaposlil. Štipendije so prepozne. Hvala, spoštovani, s temi besedami smo napolnili časovni okvir, ki nam je bil odmerjen. Izmenjava različnih pogledov in perspektiv naj služi kot potencialni opomnik pri nadaljnjem urejanju tega zahtevnega in pomembnega področja. Razpravljavcem se iskreno zahvaljujem za dragocene prispevke, vsem vam za aktivno spremljanje. Za konec pa morda parafraziram tisto, kar je na začetku včerajšnjega dne povedal Tadej Toš. Uprava smo ljudje.
na različnih straneh istega šalterja, karkoli ta šalter že pomeni. Zgoraj in spodaj, levo in desno, spredaj in vzadej, odvisno iz katere dimenzije opazujemo. In ravno to zavedanje naj nam bo spodbuda pri urejanju profesionalizacije državnega uradništva. Hvala lepa. Ja, raznolikost oseb.